Morska deklica Luna in svetleča Perla. Globoko, globoko pod površjem modrega oceana, kjer se sončni žarki prepletajo z nežnimi valovi ter ustvarjajo čudovite svetlobne plese na morskem dnu, je bilo skrito čudovito kraljestvo, imenovano Kraljestvo koralnih globin. To kraljestvo je bilo polno barvitih koral, svetlečih rib in skrivnostnih jam, kjer je življenje potekalo v miru in harmoniji. Tam je živela mala morska deklica po imenu Luna. Luna pa ni bila le čudovita morska deklica z dolgimi, modrimi lasmi, ki so se bleščali v različnih odtenkih modre, temveč je bila tudi prijazna in nadvse radovedna. Svoje dneve je preživljala z raziskovanjem najglobjih kotičkov oceana, se srečevala z različnimi morskimi bitji ter iskala nove skrivnosti, ki jih je morje skrbno skrivalo. Kraljestvo koralnih globin je bilo lepo in mirno, a niso bile vse morske živali vedno srečne. Nekatere so se spopadale z iskanjem hrane, druge so se bale neviht, ki so včasih uničile njihov dom, nekatere pa so bile žalostne, ker so se počutile osamljeno. Luna je čutila, da bi lahko naredila nekaj več za svoje prijatelje in svoje kraljestvo. Nekega dne, medtem ko je raziskovala skrivnostno podvodno jamo, je naletela na staro, zarjavelo in zaklenjeno škatlo, prekrito z morskim blatom. Z radovednostjo in upanjem je odprla škatlo in odkrila čudovito svetlečo perlo, ki je sijala z vsemi barvami mavrice. Poleg nje pa je bil napis, ki je obljubljal, da ima ta perla neverjetno moč. Lahko uresniči eno samo željo, vendar le, če prihaja iz srca in je namenjena za dobrobit vseh. Luna je vedela, da je to enkratna in posebna priložnost. Odločila se je, da bo željo počakala še nekaj časa in srčno modrostjo premislila, kako najbolje in najbolj koristno uporabiti to čarobno perlo za dobrobit vseh v njenem kraljestvu. Tako je Luna začela svojo pomembno nalogo, da bi pridobila pomoč in srečo za vse morske prebivalce, saj je vedela in verjela, da skupaj lahko ustvarijo svet poln sreče in ljubezni. Ko je Luna ugotovila, da perla ponuja edinstveno priložnost, se je odločila, da mora najprej prisluhniti svojim prijateljem in prebivalcem kraljestva. Sklicala je posebno srečanje v velikem koralnem gradu,
kjer so se vsi morski prebivalci zbrali, da bi se pogovorili o svojih težavah in željah. Ko so vsi prišli, je Luna zbrala pogum in začela: Dragi prijatelji, našla sem čarobno perlo, ki lahko uresniči samo eno željo. Želim, da vsi sodelujemo pri odločitvi, kako bomo to moč najbolje uporabili. Prosila vas bom, da poveste, kaj vas skrbi in kaj bi si želeli izboljšati v našem kraljestvu. Morske živali so začele deliti svoje skrbi. Ribe so povedale, da pogosto nimajo dovolj hrane, saj so morske alge, ki so bile nekoč bogate, začele izginjati. Školjke so omenile, da se bojijo močnih neviht, ki poškodujejo njihove domove in jih puščajo brez zaščite. Rakovice so izrazile svojo žalost zaradi osamljenosti in pomanjkanja prijateljev, saj se niso mogle vedno povezovati z drugimi zaradi velikosti oceana. Luna je poslušala in razmišljala. Vedela je, da ne more izpolniti vseh želja hkrati, vendar je želela narediti nekaj, kar bo prineslo dobrobit vsem. Vem, da imamo različne težave, vendar verjamem, da lahko ena sama želja, če je iz srca in vključuje pomoč vsem, prinese največje spremembe. Skupaj bomo uporabili čarobno perlo, da bi našli rešitev za težave, s katerimi se soočamo. Luna je z roko prijela perlo in z ljubeznijo ter odločnostjo izrazila svojo željo. Želim, da bi v našem kraljestvu vse živali imele dovolj hrane, da bi bile zaščitene pred nevihtami in da bi se vse morske živali imele rade ter se med seboj prijateljsko razumele. Takrat pa je perla zasvetila z neverjetno svetlobo, ki je preplavila vse kotičke kraljestva. V trenutku so se pojavile bogate in zdrave alge, ki so nudile obilo hrane. Nova zaščitna školjka se je pojavila okoli domov, da bi se zaščitili pred nevihtami. Morske živali so začele oblikovati prijateljske vezi, ki so jih povezovale in prinesle občutek skupnosti in ljubezni. Ko je Luna opazovala spremembe v kraljestvu, je bila srčno vesela. Morsko kraljestvo je zaživelo v novi svetlobi. Ribe so plavale med bujnimi algami, ki so bile vedno polno hranil.
Kolke so bile zaščitene pred nevarnimi nevihtami. In morske živali so se povezovale v novih prijateljstvih, ki so jih obogatila in osrečila. Kraljestvo je tako postalo mesto, kjer je vsakdo našel svoj prostor in svoje mesto v skupnosti. Lunina modrost in prijaznost nista prinesle le čarobnosti, ampak tudi resnično spremembo. S tem, ko si je iskreno želela dobrobit vseh, je dokazala, da resnično moč nosi srce, polno ljubezni in sočutja. Luna se je zavedala svojega dejanja. Razumela je, da njena odločitev, da uporabi čarobno perlo za skupno dobro, ni samo rešila težave, ampak je ustvarila trdno skupnost, kjer so se vsi počutili povezane in spoštovane. Na koncu dneva, ko je sonce zašlo in je morsko kraljestvo zasijalo v tihem miru, je Luna zbrala svoje prijatelje na obali in skupaj so se zahvalili za vse blagoslove. Pomembno je bilo, da so se učili in skupaj rasli, ter tako ustvarili še močnejše vezi in lepše življenje. Luna je gledala na svet, ki ga je pomagala izboljšati, in začutila je, da je njeno srce polno ljubezni in veselja, saj je videla nasmejane obraze vseh okoli sebe. Bila je hvaležna, srečna in zadovoljna, ker je vedela, da je naredila nekaj zelo dobrega za svoje prijatelje in tudi za svoje kraljestvo. Tako je kraljestvo koralnih globin postalo kraj, kjer so vsi živeli v harmoniji in sreči, zahvaljujoč edinstveni, a globoki želji morske deklice, ki je želela dobro za vse. Dragi otroci, ta pravljica nas uči, da lahko ena sama dobra želja, če je iskrena in usmerjena v pomoč vsem, prinese velike spremembe. Ko razmišljamo o drugih, ter želimo tako prispevati k skupnemu dobremu, lahko ustvarimo svet, kjer so vsi srečni in zdravi. Pomembno je, da sodelujemo in si prizadevamo za dobrobit vseh okoli nas, saj lahko s skupnimi močmi dosežemo čudovite stvari. Dragi moji, bodite prijazni, skrbite za druge ter delite ljubezen, saj ta prinaša resnično srečo in harmonijo v naše življenje. Nikoli ne pozabimo, da prava moč in čarobnost prihajata prav iz srca, polnega ljubezni in sočutja. Ko si prizadevamo za dobrobit drugih,
ter nesebično delimo svojo srečo in pomoč, lahko skupaj ustvarimo svet, kjer vladata sreča in mir. Pomembno je, da vedno iščemo načine, kako lahko vsi prispevamo k skupnemu dobremu, ter tako ustvarimo še lepši in še bolj prijazen svet za vse. Dragi moji otroci, vi to zmorete in znate. Skupaj ustvarjajmo še lepši in še svetlejši svet. Srečno!